In ko telefon odsluži, a je možno iz njega del tega, kar je bilo vloženega z vidika energije, kovin, uporabiti ponovno, ekstrahirati ali vzeti Ja, ven? dejansko je tudi delno komercialni interes za to, ker je v eni toni mobilnih telefonov je na primer več srebra pa zlata kot v eni toni rude, a ne. Čeprav se uporablja samo za majhne kontakte in so majhne količine, ampak gostota ali pa koncentracija je višja. Po drugi strani pa tudi mobilni telefoni, ko jih mi zavržemo, večinoma so še delujoči, niso do konca, pokvarjeni, tako da se jih da uporabljati za manj zahtevne zadeve. Verjamem, da kdo jih povezuje med sabo, pa ima, svoje mini računalnike na to ali pa ima, ne vem, mogoče v dnevni sobi multimedijski center, ki teče na telefonu in podobno. Tako da so zelo zmogljivi računalniki, tudi telefoni, in se da veliko iz njih narediti. Poleg tega, da jih lahko recikliramo na koncu, vsaj v delni meri. Ampak zakaj moramo ali pa zakaj nas silijo, da kupujemo nov telefon, ne vem, vsake 3 leta? Ker telefon še deluje, ampak zdi se, kot postaja težek, počasi se stvari nalagajo, določene, aplikacije se več ne morejo updatati, v nekem trenutku preprosto ne deluje več tako, kot smo bili navajeni, ali pa kot se nam zdi, da bi moral. In najboljša rešitev, ki nam pade na pamet, je, da pač kupimo novo različico želenega telefona. Seveda, mislim, zakaj bi proizvajalec želel prodati več izdelka, ne? Mislim, da je odgovor jasen. Je pa res, da se tukaj skrivajo pasti, ki so včasih zelo težko dokazljive, ne. Govorimo o načrtni zastarelosti. Tudi znan je bil primer Appla, ko so namenoma na starejše telefone s posodobitvijo programske opreme, so jih upočasnili, a ne. Je to sploh zakonito? Pri nas nima omejitev glede tega, v Franciji je, v njihovem kazenskem zakoniku je načrtna zastarelost, Mislim, jaz bi rekla, da je to naklepno povzročanje škode. zagotovo. Tako da Ampak je tudi pri seveda, nas bi rekla, da imamo možnost, da dejansko govorimo o tem, da je nekdo povzročil škodo namenoma. mogoče pol bolj indirektno, ampak tam imajo prav ločeno dikcijo za to tudi. Ampak ja, je težko dokazati, tako da mislim, da se šele zdaj po parih letih prvi primeri pa prva sodna praksa uveljavlja. Tako da ja, prihaja do tega, da namenoma kaj naredijo, tako da tudi nekateri uporabniki namenoma ne posodabljajo telefonov na najnovejše različice, ne. Malo balansiraš, a hočem boljšo varnost telefona z vidika nekih digitalnih, ranljivosti, ali pa mogoče, ne vem, bo baterija dlje zdržala, pa ne bo kakšnih takih neumnosti noter, da nas silijo. No, jaz bi z veseljem bila ena od tistih, ki tega ne bi počela, če mi ne bi vsakič, ko vzamem telefon v roke, pokazalo, da moram to narediti in moram pol klikati in zavračati in izgubim živce po 3 dneh. 3 dni se upiram, potem pa rečem: v sodobi." O akciji Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov. Tako sem jaz tudi naletela na vas, tako sem vas tudi zasledila. Kakšni so bili rezultati? Ja, Kaj ste naredili? cilj je bil po eni strani delo na naših navadah, da se malo izboljšamo, ne samo to našo organizacijo Datek, pa da smo pozorni stvari, ampak tudi, da smo po svoje tečni malo pa zahtevamo od ponudnikov storitev, da so tudi oni boljši. Ampak ta najbolj praktičen način, kako lahko ljudi učiš, pa ne vem, spodbujaš sprejemanje navad, je bil to, da smo spodbujali dejansko čiščenje. Torej, da so si pogledali svoje, mobilne naprave, svoje telefone, svojo e-pošto, šli malo čez arhive, pogledali, kaj lahko zbrišejo, in na koncu, po 3 letih kampanje, je bilo nekaj čez 250, petabajtov zbrisanih, približno 250, tisoč gigabajtov. Ne, 250 milijonov je bilo pol. Skratka, Ogromno podatkov se je sprostilo. Imeli smo ogromno delavnic tudi za ljudi in se je izkazalo, da jim zelo koristi, ne samo z vidika digitalnih veščin, ampak tudi, da se res izkaže kdaj, da je programska oprema tako narejena, da prav onemogoča ali pa otežkoča, ohranjanje neke higiene. Mogoče telefoni so malo boljši, ker probajo res agresivno brisati pa odstranjevati dovoljenja od aplikacij pa opozarjajo, ko prostora zmanjkuje in podobno. Ampak, ne vem, se dogajajo primeri, ljudje kupujejo nove telefone, ker telefon slikati ni več mogel z njim, a ne.
in so iskali samo, da je imel poln prostor in ni vedel, da lahko dodatno kartico kupi ali pa pač izbriše nekaj teh zadev. Tudi na evropski ravni je raziskava Eurobarometra pokazala, da je 1/5 vseh razlogov za zamenjavo strojne opreme pri telefonih je bila samo zaradi programske opreme. Ampak da je nekaj bilo res hudo narobe s programsko opremo, še 1/3 pa, da se je počasi upočasnil. Tako da manj kot polovica razlogov bilo, da je dejansko fizično nekaj strojno opremo narobe, ne. Torej je res, kako se uporablja, kako so narejeni, in zato tudi mi smo pozivali delno med kampanjo, da bi mogli imeti tudi zahteve za ekodizajn tudi za programsko opremo, ker seveda jih imamo za, ne vem, za strojno opremo, za določene stvari, tako smo izboljšali učinkovitost, ne vem, energetsko pralnih strojev ali pa hladilnikov, pa za določene računalniške komponente pa telefone prihaja, ampak na programski opremi, ki je isto pomembna z vidika dolgoživosti ali pa neke okoljskega odtisa uporabe te opreme, pa nimamo nič trenutno. Razen v nekaterih državah. To je pa res dobra ideja, da se dejansko normira tudi to področje programske opreme in se zahteva standarde, ki morajo biti v kodo, v izvorno kodo vgrajeni. Ja, zagotovo, ker nekaj teh tehničnih standardov že je, nekaj iniciativ industrije je, ne vem, Green Computing Principles pa razen, v bistvu prav certifikati že obstajajo na to temo, ampak ni pa nič temeljitega, vseeno je potreben malo sistemski pritisk, da bi do tega prišlo, ker drugače je še vedno isti kapitalistični pritisk. Čim hitreje vse splaviti, in tudi inženirji nimajo časa tiste lepote zasledovati, da naredijo nekaj učinkovito, nekaj enostavno. Kako bi matematiki rekli, da pač dokazov je mnogo, ampak ta lepi so tisti, ki so razumljivi, ki so kratki, jedrnati, a ne, ki imajo kakšno inventivno lastnost noter ali pa tehniko, ne samo nekaj, da je nasanjeno skupaj, pa sicer na površju dela, ampak za sabo pa povleče ogromno enih stvari. A je ponudnikom različnih storitev sploh v interesu, da mi brišemo, ali je njim bolj v interesu, da dokupujemo prostore v oblakih in da za to plačujemo mesečne pavšale? Ja, dobro vprašanje. Nekje mora biti meja, ker zagotovo s tem, ko oni ponujajo, ne vem, brezplačen prostor, pomeni, da morajo tudi oni infrastrukturo graditi in vzdrževati in imajo s tem povezane stroške. Tako da ne vem, kje je ta meja, Denimo, ampak vprašala sem se recimo pri Gmailu, jaz sem se lani soočala s tem, da sem pokurila svoj zastonjski prostor in potem sem imela kar precej težav to zbrisati. S prihodom umetne inteligence mi je bilo malo lažje, ker mi je nekaj trikov pokazalo, ampak pred umetno inteligenco pa jaz teh trikov nisem poznala, tudi niso bili splošno dostopni in jaz preprosto nisem imela energije brisati 50 mailov po 50 mailov po 50 mailov med svojimi 35 tisočimi, a ne. In sem se dejansko vprašala, ali je Gmailu oziroma Googlu oziroma sploh v interesu, da jaz karkoli zbrišem. ja, vprašanje, ker tudi mislim, da niso tako drage te dodatne naročnine. Vprašanje. Ampak ja, recimo pri brisanju e-mailov, da še kakšen konkreten ukrep lahko povem. Večina teh ponudnikov ima napredno iskanje na voljo in je najlažje, ker seveda, ne vem, če je en kratek mail brez priponk, brez komplikacij, ima res minimalen odtis. In tudi če jih izbrišemo 100 takih, se nam na predalu ne bo skoraj nič poznalo, ker je pač lahek e-mail. Tako da je najlažje iti v napredno iskanje in mu rečemo, najdi mi vso pošto s priponkami, in pri Gmailu vem, da mu lahko rečeš: v redu, najdi mi vse, ki ima priponke, ki so večje kot 20 megabajtov, na primer. In potem lahko, ne vem, zbrišeš prvo ta najhujše in jih bo zelo malo in bo največji učinek, ne. Taka malo triaža skoraj, a ne. Ko smo odpirali Gmaile, je bilo takih priponk mnogo več. Takrat smo si tiste verižne pošiljali, tiste priponke so bile res potratne. Zdaj je tega vse manj in manj ali pa so lažje? Izziv je to, včasih je bilo mogoče več teh verižnih mailov, ampak tudi recimo, če smo si slike pošiljali, so bile včasih kamere precej slabše, je bila resolucija precej nižja. To pomeni, ne vem, če zdaj eno sliko pošljem, pa sem jo prej eno, bom imela zdaj mogoče 30-krat večjo Prostora. velikost, a ne. Torej, ko nas vpraša, kakšno kvaliteto slike želimo poslati, bomo za naše okolje naredili veliko, če bomo vsakič, kadar to ni nujno potrebno zaradi razvijanja ali pa česa, manjšo resolucijo oziroma torej
manjšo kvaliteto. Zagotovo tudi format sam je odvisen. Naprimer, fotoaparati dostikrat snemajo v RAW formatu, ki je najmanj stisnjen, ampak naprimer, ne vem, na internetu se to mogoče bolj pozna, ker se res proba zoptimizirati, koliko časa, koliko hitro se naložijo spletne strani, ker tudi vsi trgovci opažajo, če uporabnik mogoče 1 sekundo dlje časa čaka na interakcijo, da se on klikne, pa se nekaj zgodi, je večja verjetnost, da bo opustil nakup, ne. In imajo res tudi ekonomski interes, da to izboljšajo. In zato tudi oni razvijajo potem formate za shranjevanje slik, ki so bolj učinkoviti. Namesto, ne vem, BMP-jev imamo JPEG, pa namesto JPEG-ja imamo WebP in podobne. Tako da v bistvu, če bi hotel, se da precej zoptimizirati, ampak ja, najlažje je samo zmanjšati velikost slike in je to to.